Torej, ta prvi predlog strani ministrstva je za moje pojme precej neambiciozen, pri čem pa je predlog torej podskupine za zgodovino, pravičnost in pravo točno takšen, kot mora biti, v skladu z vsemi zgodovinskimi dejstvi, v skladu z pravnim nasledstvom, vse tam od 45. leta naprej po drugi svetovni vojni. Toliko z moje strani, kolikor še boš nekaj dodal, bolje poslanske. Je mogoče samo to, da... Sekundu malo. Samo to, da smo v Slovenski ljudski stranki zapravo razočarani nad sklepi OZP-ja, predvsem zaradi tega, ker je upoštevan samo en predlog po teh sklepih, ki smo jih lahko prebrali. Dejstvo je, in prepričani smo v Slovenski ljudski stranki, da tisti drugi predlog ponuja boljše pogajalske pozicije tej skupini, ki se bo pač pogajala o arbitražnem sporazumu. In mi smo seveda vse skupaj razumeli kot iskanje nekega kompromisa med tema dvema predlogoma. In če sem bil še do te seje, do teh sklepov, sem bil mnenja, da je prav, da se Državni zbor danes na izredni seji, na zaprti seji opredeli okrog teh dveh predlogov, se mi pravzaprav zdaj to zdi nesmiselno in bi bilo verjetno bistveno bolje, da bi vlada, ker to je pravzaprav pristojnost vlade, da bi se že v petek pač potegnila oziroma odločila o enem od teh dveh predlogov oziroma poiskala nek kompromis med obema predlogoma. Ni povedal za arbitražo, ampak za čist kolegium SLS-a. Kaj točno o čem točno boste danes na kolegiju SLS-a razpravljali? Jaz bi predlagal, da zaključimo najprej temo, pa bomo potem naknadno še to vzgledali. Zdaj, kar se tiče arbitraže, kar se tiče memoranduma in tako naprej. Kaj zdaj to pravzaprav pomeni? Kako bo danes glasovala poslanska skupina SLS? Oziroma, ali se da sploh še kaj narediti, da se danes o tem na plenarnem zasedanju ne bi odločilo? Ja, od poslanske skupine Slovenske ljudske stranke, ki ima 6 poslancov, ne zavisi to, ali se bo ali se ne bo odločalo. Mi smo se odločili, da ne bomo podprli tega predloga. Ja, vkolikor bodo seveda takšni sklepi, kot so bili sprejeti na odboru za zunanjo politiko. A še kdo lahko spremeni te sklepe, preden grejo po 4 na Torej, vedno lahko, ne? Torej, Državni zbor lahko spremeni, lahko pride tudi z kakšnimi drugimi sklepi, vendar to bo tako ali tako na zaprtem delu seje. Dobro, se pa ste potem še kaj sestali, se nameravate še vsaj, ali smo še tam parlamentarne vode strank, mora biti, da spremenite te sklepe, boste koga poklicali, ste se sestali? Poglejte, sedaj bo seja in na seji Državnega zbora bodo stališča in po predstavljenih stališčih bomo videli, kako in kaj naprej. Potem verjetno pričakujete dolgo sejo. Ja, 9 do 15 ur, zakaj pa ne, sej noč je dolga. Ne vem, ne, mislim, ni po mojem potrebe in mislim, da ne bo dolga seja. Malo zašalimo tisto. Andrej Brstošek, veste, kaj me zanima? Omenili ste delo te podskupine, ne? Da je tudi pripravila strokovni predlog in tudi Zavod 25. junija objavil danes takšno sporočilo za javnost. Koliko je bila ta podskupina vpeta v sodelovanje z ostalim delom projektne enote, ki je pripravljala memorandum? Poglejte, jaz sem že prej rekel, da ostro zavračam izjavo zunanjega ministra v zvezi z stroko in politiko, ne? Ker je torej bilo eno in drugo stroka, ne? In drugič tudi ostro zavračam to
to, kar se je že od zadnje seje zunanjega političnega odbora pisalo po medijih, da je bil predlog B, predlog 25. junij. Ni res, bilo je predlog podskupine, ki je bila imenovana strani zunanjega ministra. Zdaj veliko ste razpravljali z njimi. Kako je mogoče, da se znotraj strokovnjaki znotraj projektne enote in podskupin niso uspeli v slabih 2 letih poenotiti o tem, kaj bo predmet sploh? Mimogrede, to je bil tudi moj očitek zunanjemu ministru. Ni korektno, da je prišel z temi predlogi tako na vlado kot pred odbor za zunanjo politiko tik pred oddajo. Namreč, tisti, ki smo bili na seji zunanje političnega odbora, zadnjič in danes, bi bilo prav, da bi seveda pripravljavci tudi poslušali sklepe, ki so bili sprejeti lansko leto 5. januarja 2012 in seveda tudi, tako kot je zunanji minister danes interpretiral na novinarski konferenci, oziroma dal izjavo za javnost, ni res, ker so pa bile, seveda je bil tiho in seveda jaz ne bom tega povedal, ampak njegove izjave so pa bile te razprave tudi, bom rekel, v bolj konstruktivni smeri. No, ampak mi smo videli, naprimer, že v torek na OZP-ju, da pač ljudje, ki so Komisija za pravo, zgodovino in pravičnost, da so to pravzaprav isti obrazi, kot so ponavadi zagovarjali stališča zavoda 25. junij, potem, ko je prišlo sporočilo za javnost, ravno o tem je prišlo strani zavoda 25. junij in zdaj ne vemo, govorimo o istih ljudeh ali so to popolnoma drugi ljudje, če pravite, da to ni zavod 25. junij? To je res, da ni, tako kot sem rekel, ne gre za to, da bi jih klonirali. Zavod 25. junij je nekatere od teh tudi predlagal v zunanje ministrstvo, vendar to ni zavod 25. junij, to je podskupina za pravičnost, pravo in zgodovino, ki je pa bilo potrebno na zunanje ministrstvo. To, kar ste vi videli, ste nekaj videli, niste pa vseh videli. Zakaj pravzaprav tako pozno odločajo te stvari? Imamo še samo en teden do oddaje memoranduma. Vprašajte zunanjega ministra. Torej nosi on po vašem mnenju odgovornost. Kaj bomo odgovarjali? Kaj bomo odgovarjali, ste ali malo prej, da ste mu ta očitek že dali na mizo? Tiho je bil. Kako obsežno pa je to naš, kad hrvaška ministrica je danes rekla, da njihova stroka pripravlja 300 strani tega memoranduma. Kako je pa to pri nas kaj? Na to vam ne bom odgovoril, ker so vendarle zaupni podatki. Drži, da ste se vi edini zdržali danes pri sklepu? Torej, če so vam to že povedali, res je. Hvala lepa. Notranja politika. Dobro, to je glede arbitraže bilo. Glede notranje politike pa bo gospod Prevc, kot vodja poslanske skupine. Ja, eno minutko.